Že pred epidemijo so bile čakalne dobe pri nas, vsaj na nekaterih področjih, v nekaterih specialnostih, nedopustno dolge. Zdaj so se razmere še poslabšale. Ministrstvo je zagotovilo, da bo ukrepalo, da se razmere izboljšajo in določene stvari so se že začele vrteti. Kaj konkretnega lahko na to temo poveste? Da, čakalne dobe so se resnično podaljšale, kar je pravzaprav razumljivo glede na način dela. Glede na to, da smo pravzaprav v času epidemije sistem ustavili skoraj za 2 meseca, kljub pozivom, da se vendarle dela tudi elektivne posege. Korona je namreč tudi spremenila način dela, zaščitna oprema, pravzaprav butična obravnava, kar dejansko podaljša vsak vstop pacienta v sistem in ga seveda zamakne. Na Ministrstvu za zdravje smo predvideli kar precej sredstev za skrajšanje čakalnih dob, zlasti tistih, ki so nad nedopustno mero in seveda tiste, ki so smotrne. Ocenjujemo, da gre za projekt težek skoraj 42 milijonov evrov, vendar pa tukaj opozarjam, denar ni vse. Naš zdravstveni sistem je kadrovsko, prostorsko podhranjen in nekaterih stvari verjetno samo z denarjem se ne da rešiti. Tukaj so potrebne organizacijske spremembe na večjih nivojih, ne samo način dela, ampak seveda tudi debirokratizacija, način, kjer nam lahko pride nasproti tudi zavarovalnica, sodobne tehnologije in tukaj pa mislim, da nas pa čaka ena velika sprememba, ki jo bomo morali pa skupaj vzporedno peljati ob seveda pacientih, ki jih bo potrebno obravnavati, zaradi tega, ker te čakalne dobe so resnično za nekatera področja nespodobne. Hkrati pa seveda ti procesi niso tako enostavni za reformo. In to je v resnici tisto, na čemer bomo morali pa vsi skupaj delati. Gre pa za obsežne spremembe, za katere pa pravzaprav vemo, da jih potrebujemo že več kot 20 let. V zadnjih 10 letih se stvari samo stopnjujejo, sistemske spremembe pa, kot veste, zahtevajo širok konsenz, ne samo Ministrstva za zdravje, ampak dejansko tudi vseh sindikatov, socialnih partnerjev, dejansko gre tudi za spremembo načina razmišljanja. Kaj potrebujem, kako do tega pridem, kako to izvedemo. In kako realno se vam zdi, da tokrat vendarle pride do te spremembe, kajti kot ste omenili in kot pravzaprav vemo vsi, tovrstnih sprememb si želimo že 20 let in tudi več, pa se ni zgodilo nič. Kaj narediti, da tokrat bo? Kdaj, če ne zdaj? Če zdaj ne bomo teh stvari naredili, hkrati imamo podporo tudi evropskih sredstev in tukaj vem, da si bo tudi vlada prizadevala, da bomo dejansko ta sredstva počrpali. Skratka, imamo možnost, imamo nekaj sredstev, nepovratnih, te številke niso majhne, pravzaprav zdravstvo nikoli do zdaj ni imelo na voljo toliko denarja. Bo pa seveda potrebno spremeniti način razmišljanja in način dela vseh nas. To ni samo stvar nekoga na ministrstvu, to je dejansko stvar vseh nas. ZZZS, socialnih partnerjev in tudi bolnikov. Bolniki, državljani smo izjemno pomemben deležnik. Kako pa ne toliko kot državna sekretarka, ampak predvsem kot zdravnica komentirate precej pogoste odzive v javnosti, ki zavračajo udejanjanje zaščitnih ukrepov, s katerimi bi dejansko lahko obvladali trenutno situacijo, ki ji še ni videti konca? Po eni strani ljudi razumem, da cenijo svoje udobje. Nošnja maske resnično ni najbolj udobna. Po drugi strani pa sem žalostna, če ljudje ne razumejo, da majhna cena, ki jo jaz plačam za svoje malo manjše ugodje, varuje nekoga pred takimi posledicami, kot jih lahko pušča COVID. To pa je zame nesprejemljivo, saj trdno verjamem, da se moja svoboda konča tam, kjer se začne vaša. Nošnja maske ščiti vas, če jo vi nosite, ščiti ga obe eno drugo. Podobno je s cepljenjem. Moji otroci in tudi jaz sama sem cepljena, zato da nekdo, ki ne more biti
cepljen, lahko ostane necepljen in je breme virusa v celotni skupnosti manjše in so na ta način zaščiteni tudi tisti, ki sicer ne morejo biti. Mogoče samo še to, kakšen pa je vaš komentar na izjavo profesor dr. Štruklja, ki v zadnjih dneh odmeva v javnosti. Dejal je namreč, da naj bi tisti posamezniki, ki se bodo odločili zavrniti cepljenje, češ da ni varno, v primeru, ko bi zboleli za COVID, sami plačali stroške zdravljenja. Jaz sem mama in vem, da tudi pri lastnih otrocih grožnja, palica ponavadi ne izzoveta tistih učinkov, ki tisti, ki misli, da izvaja sankcijo, bi jih rad dosegel. Sama sem pristaš opolnomočenja, razumevanja. Mislim, da je ta izjava njegovo osebno mnenje, kar težko komentiram. Sama pa verjamem, da je zdravstvo tukaj zato, da ne presoja, ne sodi, ne kaznuje, pač pa pomaga. Sama sem zato zdravnica, da ljudem pomagam.